Preden začnem z razlago razmerja moči pred kvalifikacijami za veliko nagrado Združenih držav, najprej malce tehničnih zanimivosti in tisto, kar je vredno pozornosti pred samimi kvalifikacijami. Najprej sama proga. Verjetno ste zasledili, da so mnogi vozniki se glasno pritoževali nad stanjem samega asfalta, da je nevaren, da povzroča glavobole, pa tako naprej. Nam, gledalcem, se to zdi malce smešno, kajti ko vidimo vse te posnetke od daleč, kjer so te lepe izletne cone pobarvane v 3 barvah, z zvezdami, izgleda vse fantastično. Kolikor imamo možnost videti asfaltno površino bolj od blizu, lahko razumemo, kako prav imajo vozniki. Asfaltna površina je razpokana, izjemno razpokana in vidimo že sami te grbine. Predpostavljamo lahko tudi to, kaj bi bilo šele, če bi imeli 18-palčna platišča, kjer pneumatika ne bi imela tako možnost ublažiti vse te nepravilnosti, proge same. Spomnimo se samo, kaj je bilo v Silverstonu, kjer so na novi asfaltni površini imeli podobne pritožbe in so v naslednji sezoni praktično ponovili vajo z novo preplastitvijo. No, tukaj takega nismo videli in menim, da bojo morali v Austinu o tem bistveno razmisliti v prihodnosti. A pojdimo naprej. Temperatura zraka bo eden izmed bistvenih faktorjev. Vidimo vse predstavnike ekip, kako so težko oblečeni, imajo dolge rokave, vsi se pritožujejo nad nizko temperaturo in tudi napoved ni nič boljša. A tu moramo poudariti še eno malenkost, katero je marsikdo prezrl. Na drugem prostem treningu Sergio Perez se ni ustavil na tehtanju. Nekaj, kar smo v tej sezoni že videli, če se prav spomnite. A dobil je kazen in ta kazen veleva, da bo začel dirko iz pit lane. Seveda ne bom se spuščal v polemike, zakaj nekomu ja, zakaj drugemu ne, a zgleda, da ker je predstavnik ekipe Racing Point, da za njega kazni veljajo malce bolj kot za koga drugega. Tudi tu v prostih treningih so ekipe preizkušale nov tip pneumatik, tiste za naslednjo sezono. Videli smo sete brez oznake in kolikor koga to zanima, te seti so bili nad tistim številom, ki ga ima vsak na razpolago. Torej, bila so samo testiranja. Vozniki so to izkoristili za, neke vrste kilometrino za pridobivanje izkušenj, ampak ti rezultati niso šteli v tisto, kar lahko obravnavamo v drugem prostem treningu. Iz tehničnega vidika pa tako logično med Mehiko in Združenimi državami Amerike je teden dni, tako kakih novosti pretiranih ni bilo niti za pričakovati. A sta saj 2 vidika, katera bi rad poudaril kot zanimivost tudi za publiko. Ukolikor pogledamo sprednji profil, tistega v Mehiki in tistega tu v Združenih državah, vidimo v konceptu teh pomožnih profilov bistveno razliko. Ta del, ki je, na zunanji strani profila, ta del proti pneumatiki, je bistveno bolj nizek od tistega, ki smo ga videli še pred tednom dni v Mehiki. Logično, v Mehiki smo imeli tisti paket z največjim aerodinamičnim oprijemom, najmočnejšim, najbolj ekstremnim, tu imamo neko srednjo vrednost. In tako lahko razumemo, kako, kar se tiče teh pomožnih profilov, je v bistvu le tisti srednji del, tisti, ki generira večino aerodinamičnega oprijema. In tu pri aerodinamiki bi rad poudaril še eno zanimivost. Namreč dosti je bilo govora okrog teh bočnih usmernikov in zračnega toka, ki gre ob tistem spodnjem delu boka bolida na tisto odkrito ravno in tam ustvarja ta aerodinamični oprijem. Vse lepo in prav, o tem smo ogromno govorili. A zdaj sem zasledil fotografijo, katera nazorno pokaže iz pravega kota, kako sploh je ta cona oblikovana. In kolikor pogledate sliko McLarena, boste lahko malce bolje razumeli, zakaj je ta del bolida tako pomemben. No, kar se tiče zanimivosti, je to. Pojdimo rajše na razmerje moči. Videli smo, da so ekipe zelo blizu, podobno kot smo lahko videli v Mehiki. Le da je tisti vrstni red, kar se tiče kvalifikacij, rahlo spremenjen. Mercedes ni več tista tretja ekipa, je počasi napredovala na prvo mesto, medtem ko Ferrari pa Red Bull tik za njim. A govorimo o minimalnih razlikah. To bi lahko rekli, da je tudi možnost kakega zunanjega vpliva,
srečen krog in tako naprej, ni še definirano. V glavnem prvi trije vozniki, to se pravi Hamilton, Leclerc in Verstappen. Ukolikor pogledamo malce tako z razdalje, vidimo, da so izjemno skupaj in bolj kot kvalifikacije same, menim, da bo pomembna prava strategija, pravi izbor pneumatik. Zanimivo bo res spremljati Q2, kaj se bo tam zgodilo. Tudi tisti, bom rekel, preostali vozniki tistih treh najboljših ekip so blizu, so tam v ozadju in lahko presenetijo. Kar se tiče preostalih pa, kot sem že nekako napovedal, izjemno slaba forma ekipe Haas. Drugega ni toliko za poudariti, ampak pri Haasu imajo sedaj možnost se pokazati v dobri luči, gre za njihovo domačo dirko in samo Williamsi so za njimi. Videli bomo, kaj bojo na kvalifikacijah, bom rekel, želim jim vse najboljše, a upam, da bojo odpravili te svoje težave, katere se ponavljajo z velike nagrade Mehike, to se pravi nestabilnost na zadnji pogonski osi. Kot verjetno veste, kvalifikacije so danes v soboto bistveno kasneje, 22. ura po srednjem evropskem času, 15 minut pred tem se bom jaz vklopil s komentarjem v živo na kanalu Facebook Bajor's Way. Z zadnjimi novicami, bom rekel, zadnjimi tistimi pripombami oziroma zanimivostmi, ki jih bom do takrat zasledil. Hvala za vašo pozornost, pa nasvidenje.